septembra bo na hipodromu Stožice v Ljubljani letošnja dirka vseh dirk, v kateri se bo pomerilo 12 najboljših 4-letnih konkasačev v Sloveniji. Najprej bomo izžrebali štartne številke, štartne pozicije za Ljubljansko miljo. Po posebnih pozicijah dirka za povabljene domače in tuje kasače, kot je že dejal Viktor, prva vrsta so naši domači slovenski konji, ki jim smo dali s tem prednost. Gremo od najmanjšega zaslužka konja do največjega, pod številko 1 oziroma najmanjši zaslužek Olger z Janezom Štremplom iz konjeniškega kluba Komenda, da vam dali Viktor, ima štartno številko 5. Olger torej bo štartal z 5. štartne pozicije in štartno številko 5 tudi. Morfej Peški, Janez Dolinšek, kasaški klub Stožice Ljubljana. Njegova številka 2. Morfej Peški pod številko 2, štartna pozicija 2. Florko in Darko Sodec iz kasaškega kluba Ljutomer. Štartna številka 6. Naslednji Dakot, konj leta, z Milanom Žanom Sulkijo, lastnika Jureta Porenta iz kasaškega konjeniškega kluba Komenda. Štartna pozicija in številka 3 za Dakota. Torej imamo še dobre številke, dobre štartne pozicije v temle bučki Jasa z Jasa GL, z Dušanom Zovkom iz kasaškega kluba Ljutomer, pod štartno pozicijo 4 in tudi s tole štartno številko. Naslednje, ki žrebamo štartno pozicijo, je Joligöje z Romanom Jerovškom iz konjeniškega kluba Komenda, štartna pozicija 7. Torej bi morala za Leonida za OZ z Renejem Žekovičem iz kasaškega kluba Ljutomer postati v bobno enica. Takole, izžrebali smo prvo vrsto, štartno vrsto, če še enkrat povim, 1 Leonidas, številka 1 Leonidas, številka 2 Morfej Peški, številka 3 Dakot, številka 4 Jasagej, številka 5 Olger, številka 6 Florko in številka 7 Joligöje. Štartamo druge vrste, iz katere štartajo 4. Najprej za Speedy Tradera, hrvaški register, v Sulkiju bo Tomaž Ostrc, za konjeniški klub Bela Krajina, štartna številka 11, torej bo povsem na zunanjem robu v drugi vrsti. Principesa Ovi, italijanski register, Mitja Slavič iz kasaškega kluba Ljutomer, številka 10 in tudi štartna pozicija 10. Lambert Sas, italijanski register, Jože Sagaj mlajši, bo na Sulkiju ali v Sulkiju, kasaški klub Ljutomer, štartna pozicija 8 za Lambert Sasa, torej prvi na notranjem robu v drugi vrsti, in Luis Oen, švedski register, z Matejem Osolnikom v Sulkiju za konjeniški klub Posavje Krško, štartna pozicija 9. Torej, še drugo vrsto enkrat, štartna pozicija 8 v drugi vrsti Lambert Sas, številka 9 Luis Oen, 10 Principesa in 11 Speedy Trader. Srečno vsem! Ja, in ob meni sta že Renec, pravzaprav ne lastnik, kajti sin je lastnik, Vlado Žnidarič, Stare Nove vasi, lastnik tako Livki, oziroma ne lastnik Renec in trener, ne nazadnje kot Lote, in Jože Sagaj mlajši, ki bo seveda sedel za Livki. Morda preden bomo izžrebali številko, ker imam 2, Vlado, morda beseda, malce, če se bova obrnila sem. Večino dirk ste sedeli za Lote, tudi v prejšnjih sezonah, ko je odraščala. Bili ste tudi udeleženec, če se ne motim, prvega slovenskega kasaškega derbija leta 1991 v Gornji Radgoni z Legolasom, pa takole za ogrevanje vsem ostalim, ki ne sedi v Sulki. Kaj hodi po glavi? Kaj voznik občuti, ko je tam 3 minute do štarta derbija? Ja, moram popraviti najprej udeleženec prvega slovenskega derbija v Radgoni, bil moj oče z konjem Legolas. In jaz sam sem pa vozil samo jugoslovanske derbe, to še davnega leta 1978, takrat pa moja reči kot 20-letni mladenič in na 3500 metrov še tistih in štartu nas je
21, tako da vidite, kako gužba tisti krat dva. Kaj pa hodi po glavu, pa je normalno, da je vsak išče svoj trenutek, če si že tako daleč uspel, da si konja pripeljal derbi, normalno, da hočeš postaviti tisto piko na i in danes smo dejansko na začetku tega konca in tako da bom tudi predal štafeto Jožetu, da je on sam si izvedel številko, kajti od sedaj naprej je biti vse v njegovih rokah. Hvala, Vlado, za tale komentar. Ostali vozniki nam ne bodo zaupali tega. Jože, mislim, da so kar precej tele kuverte premešane. Torej, štartna številka za Lilki, potem še bom Jože poklepetal z vami. Štartna pozicija 6. Štartna pozicija 6. Jože, vsem spoštovanjem do vas. Do vaših 4 nazivov najvoznik kasaških konj v Sloveniji v zadnjih 4 sezonah, pa vendar mislim, da, ker niste imeli veliko uspehov v derbiju, da vendarle zmago v derbiji tisto, kar še manjka v vsej vaši bogati športni karieri. Ja, to je sigurno, da me ta zmaga manjka. Ego sem že nekaj veliko svojo tudi rejskih zlil, nam je do zdaj uspevalo, moram reči enkratno. Nedvomno se te dirke veselim, kajti zlilča v teh rejskih glavnih dirkah do zdaj niso bila premagana in ja, letos je par dirk odkazal zelo dobro, mogoče zadnji dirke nekoliko slabše, ampak če vam po pravici povem, je mogoče ta dirka me malo prizemljena, po domače sem rekel, pač gledal bom tako, kot se vse do zdaj razvijalo in res, to je pač dirka, ki se teče samo enkrat v življenju, katero ima priložnost, konj teče samo enkrat. Tudi voznik, res iz vlastnih izkušenj vam povem, da težko prideš do tako dobrega konja v take dirke in res, to se bo odločilo v tistih 3 minutah in kdo bo tisti trenutek nabral, ne so kdo imel najboljšega konja, kdo bo imel malo sreče, tudi recimo nekje od zgoraj, tisti bo zmagovalec in mislim, da je prav tako, je pa res, kot smo že danes malo poudarjali na to, da smo že vsi zmagovalci, ker smo se uvrstili v ta derbi in res letos ni mogoče tistega izrednega favorita in mislim, da bilo kdo bo zmagal, ne bo nekakvega presenečenja. Kakorkoli že, srečno, Vlado vam, tudi rejco, Jože, tebi še darilo, ki ga dobita ob tem, ko zapuščata, naj povem, v 24-letni zgodovini slovenskega kasaštva samo 2 konja sta požela tako imenovani trojček. Zmago državnega prvenstva 3-letnikov in derbi kot 4-letniki, to sta bila Albatros in kasneje Denemes, oba dva iz hleva Staničevih vključarovci. Torej, Lilkin ima zelo lepo priložnost, da to osvoji. Lotte, Vlado Žnidarič in pa Milan Žan kot voznik to pot prihajata. Milan bo izžrebal štartno številko za Lotte. Pa poglejmo. Lotte je dovolj močna, da bo to nevedno zadržala. Lotte prihaja v ciljno ravnino kot prva z Milanom Žanom. V zadnjem krogu smo na 5. bo v ciljno ravnino. Lotte v vodstvu, Peter Žona za zadnji strani Budovace popušča, vse bliže tudi sama Loven z Mladenom Solnikom in Lotte ali bo tudi Kaštarci. Vse kaže, da bo Lotte 3-letnica zdržala tudi pritisk napada ostalih. Lotte, Jože Zagaja to moči v roke in Lotte zmaguje prvo letošnjo dirko. Lotte! Vlado, predvidevam, da tudi Milan bo tisti, ki bo izžrebal številko. Milan, izvolite za štartno pozicijo. Lotte, seveda več o samih konjih boste
izvedeli in imate tudi na LCD-ju štartna pozicija 4, tudi štartna številka 4. Milan, pa še k vam. 8 nastopov v slovenskih kasaških derbijih, 2 zmagi, prvo z Lilleweit, drugo z Dakotom. Pa vprašanje, če je bila zmaga z Lilleweit popolno in veliko presenečenje, je bila z Dakotom pričakovana. Lotte vendarle sodi v vsaj širši krog favoritov. Kako bo to pot? Mislim, da je trenutno spet v dobri formi. Bila je v krizi 14 dni nazaj. Danes je bil zadnji hiten trening, sem imel zelo dober občutek. Tako da upamo, da bo vse v redu. Zdaj pa tukaj še ostalih 11 zraven Lotte in vsak je po svoje favorit. Ta dan derbi je specifičen. Tudi v tujini se zmaguje, se dogajajo presenečenja in odvisen od tempa, forme dnevne. Pustimo se presenetiti. Milan, hvala, seveda srečno vam in še enkrat Vlado vam. Torej, sleva Žnidaričevih, 2, Lilki in Lotte. Mi pa sedaj gremo k tretjemu predstavniku 25. slovenskega kasaškega derbija. To je po zaslužku Sami MS in lastnik in voznik Mitja Slavič je tukaj, pa si poglejmo, kaj pravi naš ekran Sami. Sami MS takoj po štartu na čelo z Mitjem Slavičem. Gre za 3-letnika potomca Kiron Idej in Sparkle and Shine. Izleva Slavičevih, Sami MS gleda dovolj močan, da je znal svojo konkurenco. 3-letnik, Sami MS zmaguje z Mitjem Slavičem. Sem je napadel. Dobiva tole kvalifikacijsko skupino, številka 1 imenovano za 25 slovenski kasaški derbi in napoveduje, da bo še kako konkurenčen za zmago v največji dirki kariere. Sami MS zmaguje. Koliko bo zraven služilo v tem mesec dnevnem. Zelo biti derbi zelo zanimivo. To je bila napoved Mitja Slaviča, ki ga vabim, da izžreba štartno številko, startno pozicijo za Sami MS. Štartna pozicija 5 in štartna številka 5. Mitja, pri vas se ne bova modila pri lovorikah, ki so v vitrinah Slavičevih v Klečarovcih. Dedek je bil 6-kratni zmagovalec jugoslovanskega derbija, oče 5-kratni, še vedno po zmagah najboljši voznik derbijev v Sloveniji. Ampak bi se raje dotaknil Mitja nečesa drugega. Pred 2 letoma ste bili 3. v derbiju. Takrat ste, oziroma pred 2 letoma, takrat ste štartali v derbiju, deževujem. V lanski sezoni 2. z Sangerjem. Če gledala na tole lestvico, kam to gre? Ja, lepo je bilo, če bi se tako nadaljevala, ampak ni tako enostavno pot, kot je slišati na prvi pogled, pa videti. Res je, da je pred 1 letoma Deja Vu prav tako sodil v krog favoritov, ampak se že naprej znalo, da so še 2 boljša in tako se je tudi končalo. Lansko leto bi z malo več sreče lahko derbi celo osvojili. Letos pa je dejansko tako, da po samem občutku bi se res mislil, da sedim za dosti boljšim konjem, kot sta bila Deja Vu in pa Sanger. In lahko se tudi zgodi, da bo tretje šlo, lahko tudi popolno razočaranje, ampak derbi tako je in težko je napovedati, kaj se bo zgodilo. Je dolga distanca, tudi te številke danes, ne vem, če toliko pomenijo, kaj se bo odvijalo v sami dirki. Časa je dovolj, več kot 3 minute in bi rekel samo, da kako je Jože omenil z malo sreče, jaz bi rekel, da z veliko sreče lahko res derbi tudi osvojimo. Srečno v derbiju še darilo, ki vas čaka Mitja, počakajte. Uspesa prinaša tudi vsakemu derbistu darilo. 4. po vrsti Tar Stars. Tar Stars z lastnikom, trenerjem Igorjem Kozdercem in voznikom Jankom Sagajem. Pričakujemo jo oba tudi tukaj na odru in seveda zgodba minutna o Tar Stars.
Stars, ki je v lanski sezoni v državnem prvenstvu dveletnikov v tej kategoriji, ki so sedaj na Ljubljanski stezi, izkapsal drugo mesto, postal viceprvak. Ali Sharon Glori na notranji strani z Martinom Markovom, Stars, letošnji dervis z Jankom Sanajem, Stars odgleda dovolj močan, da prije do prve letošnje zmage, zaslužil se je. Tako da bomo tudi prvič takole zabeležili tega lepotca iz vrstnih staršev in kaže, da je gene prenesel, so starši prenesli tudi ta starša. Igor, najprej k vam, lastniku, trenerju. Tudi vi ste bili aktiven udeleženec slovenskega kasaškega derbija leta 2001 s Konjem Črgom. Ja. Je tako? Takrat je bil derbi Persegil. Persegil, ja. Sedaj imate njegovega potomca v derbiju. In Igor, morda vas sedaj kot lastnika, trenerja, kaj je težje? Takole o hipodromski stezi spremljati vašega konja, ki ga trenirate, ste lastnik, ali je lažje sedeti v sulkiju in peljati? To je sigurno različno, ne? Mi kot trenerji pa stranski opazovalci imamo malo več časa za oceniti tisto, kaj je bilo v dirki, pa smo pol vsi zelo pametni. Voznik pa se mora v tisti sekundi ali pa delčko sekunde odločiti, pa je pač dirko videl tam, pa je tako odpeljal, ne? Hvala. Igor, kdo bo žrebal, Janko ali vi, Igor? Igor, letos. Dobro, Janka bomo povprašali še kot voznika. Številka 1 za ta starca. Igor je, vse kaže, imel zelo srečno roko. Janko, želim malce bližje se videti, da se vrnimo, da vas vidijo vsi. 6 nastopov je za vami v slovenski kasaški derbi. Je pa res, da ni bilo veliko uspeha v teh derbijih, kljub dokaj lepemu številu nastopov. Je pa tudi res, da niste imeli nekega favorita v teh 6 derbijih v rokah. To pot gre drugače. Starsa, večina poznavalcev, če ne vse ožji, pa zagotovo takoj zraven tistega ožjega kroga smatra za favorita. Ja, sigurno. Mislim, da Tars je konj, ki je dokazal neke svoje kvalitete. Upam seveda, da bo v derbiju najboljše. Igor je svojo potezo naredil odlično pri žrebu. Kar so naredili mi, se bo ukazalo v nedeljo. Tako da, kaj ne rečem, ne glede na vse, se vedno bolj probam spomniti tudi na situacijo za nazaj in upam, da bo z Igorjem tudi po tej dirki še naprej prijatelja, tako kot so ostale po lanskem spodrsljaju. Nekako so mi tu ostale v glavi besede gospoda Marjana Sebeja na začetku te prireditve in tudi to je edina velika moja želja. Obema srečno, počakajte še na darilo. Imamo 4 štartne pozicije že zasedene, Stars pod enico, pod najboljšo tisto, Loke na 4, Sami na 5, Vilki na 6. Gremo pa k Narcis Peškemu. Narcis Peški z Markom Gorencem v sulkiju, lastnik pa Hlev Peški, mislim, da se bo tudi tole izpisalo. Marko prihaja, Janez Dolinšek prihaja in pogledamo si najprej kratki video zapis. Narcis Peški drži še zmeraj neke prednosti in se napada, vendar Narcis Peški dobiva Torinko. Narcis Peški prehaja vodstvo in dobiva Torinko. Narcis Peški prvi. Na notranji strani Narcis Peški ob zunanjem boku. 7. letnična dirka Narcis Peškega, ali bo prišlo do 5. zmage, vse kaže. Narcis je v fantastični formi, to dokazuje tudi danes. Marko Gorenc, Narcisa pripeljal do 5. letošnje zmage. Prvotno ciljno ravnino v ozadju tudi Narcis Peški na 3. poziciji. Doma prevzema vodstvo, kajti Dekca popušča in tudi Narcis Peški še je nevaren za zmago. Kdo bo dobil to redinko? Narcis Peški! Pa kot je običaj, najprej k tistemu, ki je ta glavni, rečemo, ne, čeprav gledamo stalno v kasaškem športu voznike,
in voznike tudi več ali manj intervjujemo, pa vendar delo v ozadju je tisto, ki je glavno pri vseh konjih. Tudi Janez, vi ste bili že udeleženec kasaškega derbija, kaj mladi moči, Zetu, ne, bova rekla, morda 5 minut, 10 minut pred dirko še povedati, kaj je pomembno v samem derbiju. No, jaz mislim, da Marko kot star športnik, oziroma mlad po letih pa star športnik, ve, kaj je treba delati in mislim, da meni bo treba dajati kakšnih napotkov. Tako da sem tudi zdaj kar zadovoljen, da sta vse priprave vzela tako Marko kot Ajdo vsak za svojega konja in sem se moral več vrstne distanciral, pa mi pravzaprav kar odgovarja to. No. Je to beg od odgovornosti, mora biti Janez? Ne, jaz mladiniči zaupam. Pač jaz mislim, da svet stoji na mladih in moram reči, da sem v veliko srečo, da so za mano ljudje, ki jim 100% zaupam in mislim, da so dobro delali. Janez, zdaj bo želel vi, Marko? Marko, izvoli. Marko, čakamo na štartno številko, štartno pozicijo, še sedmica ostala, številka 2 in 3. Marko ni razmišljal o sedmici, pa vendar ne. Narcis Peški, štartno številko 7. Pri Marku pa bom šel v drugo smer. Ne v Nacetu, Naceta bomo spoznali. Marko, ene čudne kombinacije so se v letošnjem derbiju pojavile, zraven tega, da nastopa kar 25% kvota žensk. Prvič 3 ženske v derbiju, so tu neke naveze. Tu sta brata Sagaj, tu sta mož in žena, Marko in Ajda. Kaj menite, ker ste soprogo v tele dirki, največji dirki, ona sicer z drugim konjem, do njega bomo še prišli, je to prednost ali je to vendarle pomanjkljivost oziroma hendikep? Da me drugič prej poklič, ko vam še vprašam. Ja, to je huda prednost. Med ženo ob stran, to je, če bom rekel karkoli drugega, kakor je vprašanje, če bo se všakal derbija. Bi priporočal vsem ostalim, da ne bojo to povezano. Da ženo... Mislim, Jože Marjetka bo začela vazati, pa so derbijo čez 2 leta. Morda. Torej, prednost, Marko. Prednost, absolutna prednost, tudi 2 z istega pleva, zagotovo. Ne nazadnje ženske podpirajo 3 vogale pri hiši, v kasaštvu sicer ne vem, kako je to, ne? In v štali. Ja, se posod. Pri Ajdi ste že zmagovali smrt. Upam. Ja. Izbrad sem to povedal, da zgodba, ki jo pišemo na Peč, 7 let sem jaz tam gor, a ta ekipa skrb stoji. Smo v teh 7 letih naredili, da imamo zdaj 7 konjev že v derbiju, naredili smo 6 drugih mest v reskih dirkah, naredili smo 2 drugi mesti v kasaških derbijih. Eno vi s Pensarom, eno Ajda z Montšeri Peško. Ja. Dobili smo 3 rejske dirke, tako da lahko tako, kot je Janez pred mano povedal, da smo ekipa, ki dobro dela. Ja, vidite, imamo Ajdo v stran, pa nam skoraj mora rati. In tudi vam krivulja gleda vzgor. Vse dobro, v 25. slovenskem kasaškem derbiju Narcisu Peškemu in Marko Gorencu. In sedaj k prvi dami, seveda kot voznici. Alpina M, lastnik, rejec, trener Franc Jureš, kasaškega kluba Ljutomer, doma so v Babinci, in Darja Antolin, ki bo sedela v Sulkiju. Poglejmo si kratek zapis o Alpini M. In Alpina M je dobro poštartala. Alpina M, ki napada z Darjo Antolin, leto še ni slavila, ena zmaga v karieri. Alpina M dobiva dirko, veliko nagrada Pomurskega sejma, Darjo Antolin in Alpina M. Danes se širi v Ljubljano, v Stožice in pomagali tudi Alpini in Darja Antolin, morda do nove presenetljive zmage.
Franc, malce, če bliže stopite, vas bom kot seveda lastnika. Z Alpino ste tekmovali, tudi prejšnja leta. Kako to, da ste v tej sezoni prepustili vajeti svojih hčerki? Ja, Darji bi že prej prepustil, ampak je bila noseča in sem zdaj zelo rad, da je v zadnjem momentu skočila, ker le mojih 120 kil je nekaj drugega kot morda njenih, kljub temu, da še je nekaj ostalo po porodu. Franc, tudi vi seveda ste bili udeleženec derbija. Kaj pravzaprav se zadnje dni dogaja v glavah tistih, ki vozijo derbi? Jaz se pač spomnim svojih derbijev prvega sigurno v Radovni, najbolj potem prvega slovenskega z Aškom, ko je pač dirko preprečil močen dež in sem tistokrat mogoče zvozil dirko v Ljutomeru, en teden prej, ker je bila za teden ni predstavljena. Bom to povedal. Pa seveda, za derbi, ta derbi, bi pa rekel tako, da sem imel kar dva boljša favorita kot Amite, ki sem jo sam zavozil, bom rekel, derbi. Slabo zavozil, Porsche Apophis, ki je bi verjetno bil že bolan takrat. Tokrat pa moram reči, da sem čist miren, Darji zaupam, pa tudi poraz, zelo zadovoljen, če bo tam 5-6 mesto, ne glede na dirko, ki jo je stekla Alpina v Ljutomeru. Kaj se poraja? Nekaj nervoze sigurno je, včasih po dirki tudi solze, ko ne prideš skozi, pa imaš spolnimi cugli greš, pa mi rečemo, proti cilji, pa se ne uspeja skozi priti. Tako da, pri vsakem se nekaj po svojem dogaja pač. Franc, hvala za te izjave. Darja ali ata ali hčerka, Darja bo tista, ki bo za Alpino izžrevala, kaj še ostala 2 in 3. Zelo željeni poziciji sta to, Alpina štartno številko 3. Darja, slišali smo, s čim bi bil zadovoljen vaš oče, 5-6 mesto. Jaz sem prepričan, poznam vas kot športnico, po duši in telesu, vi ste odlična odbojkarica, prvoligaška igralka, da se ravno s 5. in 6. mestom Darja ne bo zadovoljila. Sanjati vedno treba, najlepša bil tak zaključek, kot je bil tu na posnetki. Realnost pa je druga, tam smo rekli, konkurenca je zelo močna. Alpina je zdaj res dirke v dirko napreduje, ampak vseeno mislimo, da je realno dan, tako smo rekli, 5-6 mesto, pa glavno je, da pridemo skozi. Tudi vi ste bili udeleženka z Laminom, če se ne spomnim. Ja. Torej vaš drugi derbi, izkušnje, kaj pomenijo v tem? Ja, mislim, da ta dirka je bistvo dirka živcev. Čim bolj mirne živce pa... Ne prenesti to na konja, ne? Ne prenesti na konja, pa pač sedeti pa čakati na tisti tvoj usodni trenutek. Obema srečno v nedeljo. Oče Franc, hčerka Darja. Ja, ostala je štartna pozicija 2, kaj ne? In prihaja predstavnik lastnik, res voznik in trener. Branko Sršen, Luksusa. Sedaj pred zavojem morda že napad, tako je Luksus je napadel. Luksus letos pri štafki je doživljeno 3. mesto, v lanski sezoni pa je v 7. nastopi zabeležil 2 zmagi. Potom je tudi Krkron Luksi, je Luksus letošnji servist. Po zunanji strani Luksus, kdo bo dobil poletirko na notranji strani Agata, v ozadju prihaja še kdo ali Luksus, zakolopirala, Libera je zakolopirala in Luksus sedi. Luksus z Brankom Sršenom, tudi po zunanji strani, sedaj se bliže Luksus in mislim, da Luksus prevzema vodstvo. Branko Sršen, Luksus po zunanji strani, ciljna ravnina Klitovka, tukaj ne bo dovolena, Luksus in Branko Sršen dobiva za dirko. Branko, ko sem neki dan nazaj govorila, ste mi rekli, zadnji žrevam dobro številko me bodo pustili v pokalu oziroma v bobnu. Vaša želja se je uresničila. Številka 2 je zelo dobra štartna pozicija.
Pa sedaj k luksuzu. Luksuz se mi zdi, da letos se je v letošnji sezoni teklo takole po tistem pravilu toplo-hladno. Izvrstna dirka, pa zopet slabša dirka. Kako bo v nedeljo? Na toplem ali na hladnem? Ali je lahko luksus napraviti pravi luksus sršeno? To bo bolj težko, kajti vsi ste videli zadnjo dirko luksusa, sem v bistvu podržal vse, kar smo pričakovali. Mogoče je imel slab dan, danes me malo presenetil trening, je šel kar dobro, bom rekel za mene. V bistvu bomo v tem derbiju iskala šivanko, ni pa rečeno, da ne bomo našla, kajti konj ima zelo dobro porihtano glavo, nima probleme s finišom, pač ima malo probleme s hodom, ampak če bi imel to številko pred 5 leti pred Rambo, se ne bi nikoga bal. Zdaj pa pač tak. Torej, luksus, nekaj luksuznega v nedeljo, lahko pričakujemo? Bomo videli. Bomo videli, Branko. Še darilo od hostes, luksus na štartni poziciji 2 in preden bomo šli k drugi vrsti. Ja, ostala je, Branko, kar pokažejo, številka 2 bi morala ostati. Sedaj sem jaz izvlekel namesto vas, ja, številka 2. Srečno luksuzu Branko Sršinu. Preden gremo v drugo vrsto, poglejmo štartne pozicije 25. slovenskega kasaškega derbija to nedeljo. Na enici z notranjega roba najboljša štartna pozicija tak start. Na številki 2 luksus, 3 Alpina in 4 Lotte, 5 Sami Ines, 6 Viniki in 7 Narcis Peški. Tako da bi že tisti glavni favoriti malce šli na ven, ampak pustimo seveda zgodbo na hipodromski stezi, ki jo bomo doživeli v nedeljo. Tako, žrebamo drugo vrsto, ste kaj premešali, dekleta? Ste. Morana Peška. Morana Peška, lastnik Klev Peški, Ajda Gorenc bo v Sulkiju, to pa je tista lepša, boljša polovica tistega para, o katerem smo prej govorili. Se postavlja Morana Peška s Ajdo Gorenc, edino predstavnico neže še razpola v tej dirki. Sedaj so pognali konje v tisti pravo speed oziroma hitrost, vse bližje je pripravljena pa Morana Peška z Janezom Goriško tam v zaboju. Že sta prednosti, ja, mislim, da že prehajate v vodstvo, po zunanji strani pa prihajajo tudi ostali. Zelo zanimivo še bo. Morana Peška pa prva v cilju ronino, ali bo prva zmaga ostala doma? Ajda, z začetkom Janezom sva že prejle govorila, seveda izraven. Tudi vi imate izkušnje z derbijo, z Mošeri Peško ste bili druga, na silovit finiš, še mi memorija dobro dela. Glede na to, da sem rekel, da boste letos 3 ženske v derbijo, visoka kvota, so razmerno visoka, potem, ko bomo ostali zunaj na druženju, na prijateljskem klepetu, lahko bi kakšno zaroko naredili. Razmišljate kaj v tej smeri, Ajda? Zaroto proti moškim. Bojte se, razbojte. Je Ajda morda čas, da dobimo prvo zmagovalko slovenskih kasaških derbijev? Doslej so samo moški slavili. Lepo bi bilo. Imamo tudi žensko, imamo letos dobre konje. To je zanačena konkurenca, da lahko tudi kakšna preseneča oziroma je realno med favoriti. Tako da upamo in se nadejamo tega. Vi še imate zaledje Darje Dolinšek Tronču, ne? Tako, tako da letos imamo, ja, teta. Letos je naš hrib zelo uspešen, imamo 33 so v derbiju, tako da očitno dobro delamo na našem hribu. Ajda, kaj bi si želeli pri žrebu v drugi vrsti? 9. Številko 9. Poglejva, kaj boste izvlekli. Morana Peška, 12. Ni šlo po željah, Ajda vseeno. Obdarilo srečno na 25. slovenskem kasaškem derbiju.
Naslednja derbijska je Dekca, lastnika Dejana Hočevarja, ki bo tudi sam sedel v Sulkiju. Dejana vabim, da pride na oder, mi pa si pogledamo zgodbo o Dekci. Dekca z Dejanom Hočevarjem pa vodi tole dirko. Dekca prevzema vodstvo, tako je Dejan Hočevarjem. Krog pred ciljem, po zunanji strani Dekca. 150 metrov pred ciljem, tam Dekca na čelni poziciji. Zadnji zavoj se je cena rovina, vidimo dobro več oči, spimo na kučera Maksimo Mičika, vrde veliči kot mero prijedu, čega pozicijo se podika spakuje. Dejan, povabim vas najprej, da vidiva, kaj boste izžrevali za Dekco. Na zunanjem robu ne boste. Štartna pozicija 8, torej notranja pozicija. Dejan, vi ste bili z Larisom tudi udeleženec kasaškega derbija. Sedaj imate potomko Larisa, Dekco. Povejte mi, kakšna so bile pričakovanja takrat, ko ste nastopili, bilo je leta 2009, kakšna so pričakovanja pred nedeljsko dirko in tem derbijem sedaj? Ja, pa Larisu je bilo tako, da tam sem pričakoval več, če bi prišel do cilja. Je bilo malo kompliciran. Pa Dekci pa smo udeleženci, pa bomo ga lotevali te stare, kolikor je. Mislim, da so tudi številni drugi rekli, velike uspehe, spoštovane in spoštovani, v derbi sploh priti. To je 4 leta trdega dela, truda, kot smo povedali. Biti udeleženec derbija, že to je majhna zmaga. Morda, kakšno presenečenje, ne boste nič, boste hladno pihali naprej, Dejan. Ja, naj se me ne bojijo, ko bom v drugi vrsti. Ne bom ne. Konkurenca ste slišali. Dejan, hvala lepa. Tudi Dekci in vam na hipodromski stezi v Stolčicah. Dobro vožnjo, predvsem pa tukaj mislimo, da bodo seveda vozniki odpeljali kar se da korektno. Ja, naslednji je ZUOM. ZUOM, lastnika dr. Marjana Sedeja. Mirko Gregorc bo sedel v Sulkiju in Mirko prihaja na žreb. Mirko Gregorcem. Kot strela z jasnega pa popolnoma po zunanji strani štartno številko 10. ZUOM, 4 in Mirko Gregorc. V 18 nastopih je taka stata zabeležil 3 zmage. Pred nami je ciljna ravnina, zadnjih 200 metrov, vodstvo Donave z Vitom Šarnom, ki so letos že slavila v Ljubljani 11. maja. Vod se repa težave, ali bo to izkoristil ZUOM, ali bo to prva zmaga za ZUOM-a, vse kaže. In ZUOM zmaguje prvo dirko. Mirko, kar bliže na hipodromski stezi se ne bojite nikogar. Predstavljam vam drugega voznika slovenskih kasaških derbijev. 12 nastopov, točno polovica od 24, kar je bilo doslej. 4 zmage, Mirko, eno vam beži Marko Slavič. In drugo vprašanje, oziroma dodatek k temu pa, vedno ste imeli konje vse v ožjem izboru favoritov ali širšem. ZUOM ni v tem ožjem zboru, ne trdim, da ne more presenetiti, ampak vendarle vsi ti uspehi, številna tudi 2. in 3. mesta, Mirko, kaj se lahko nadejate od tega, od ZUOM-a? In sploh vprašanje, ste kdaj sploh štartali v derbiju 12 z druge vrste?
Ja, to se pa ne spomnim. Do nedelje bom pogledal. Do nedelje Mirko pogledal. Ne? Ja, koliko je Dejan rekel, sodelujemo. Bomo pa gledali na napake favoritov in mislim, da če bi malo kaj dosti velik napak bilo, smo pa tudi lahko tam nekaj blizu. In znal teče tudi morda prav v derbiju najboljši dirko karijere in ob napakah konkurence. Ja, mislim, da je trenutno v dobrej formi, tako da kakšen res taki napaki smo med peti, tudi mislim, da on paše tam, če bo peti, se mi zdi, da je to kar vrhunski rezultat. Vsi zadovoljni? Ja. Mirko kot voznik? Jaz kot voznik pa ne vem. Bomo pa njega vprašali po dirki. Mirko, poglejva, kaj ste izžrebali. Torej štartno pozicijo, seveda gre za drugo vrsto, kot imate na tele priročni tabli. Štartna pozicija 9 za dvojno. Mirko, počakajte še na darilo. Tudi vam srečno v derbiju imamo še 2 štartne poziciji, 10 in 11. Za njo se bo najprej potegovala Jena. Vabim Darjo Dolinšek Trompl kot voznico, da pride na žreb. Mi pa si pogledamo samo letošnjo zgodbo o Jeni. Ciljne ravnine, z nekaj prednosti in če bo Jena tole zdržala, bo seveda zmagovalka Jena. Jena dobiva tole dirko. Darja, povabim vas bliže, da pogledava, ali bo 10 ali 11. Za Jeno, pa seveda bova tudi kakšno rekla, kot z ostalimi 10, štartna pozicija in številka za Jeno. Darja, Sansko se je začela letošnja sezona z Jeno, je pa res, da je Jena 4-letnica nekome letos prvič zakasala po hipodromskih stezah. Ostala konkurenca ima glede, kar se tiče štartov, veliko več štartov, razen nekaj izjem 27. Menite, da je to pomanjkljivost Jene, da ima majhno število štartov oziroma majhno število dirk za samo? Ja, prej pomanjkljivost kot dobra lastnost oziroma obeso bolj redko na progah, tako da je večja prednost. Naj omenim, Darja, vi ste edina, ki ste debitantka, niste še nastopili v slovenskem kasaškem derbiju, vsi ostali konkurenti, vozniki 11 je že. Ne vidite v tem neke težave? Ne, zato tega ne. Ne, sem dosti. Imate dovolj izkušenj? Dovolj izkušenj. V kakšni formi je Jena? Trenutno je dobri formi, moram reči, da se popravlja, ko imelo me že malo krize, ampak zdaj mislim, da bolj se je bila. Pred tem, ker je še to boljše. Danes se nekaj preseneča. Vedno na takih žrebanjih, pred velikimi dirkami, vsi samo, kako je slabo, pa vse. Nisem slišal danes voznika, ki bi rekel, da je konj v slabi formi. Vsi pravite, da je v boljši formi kot pred 14, ampak pred 3 tedni. Pohvalno, kaj ne? Ste toliko odkriti vsi? Ali pa sedaj res vsi na toplo, ne več na hladno pihate pred derbijem? Ne, zdaj vsi resnico govorimo. Se tako je prav. Darja, srečno v 25. slovenskem kasaškem derbiju z Jeno, še darilo. Mi pogledamo še zadnjemu udeleženki, to je Santa Maria, razlica je Metka Plečko in Boštjan Plečko je tisti, ki bo sedel za njo, tudi v njej, tako kot v ostalih 11 imamo tole zgodbo.
še zmeraj pa Santa Maria nekako vodstvo, po zunanji strani pa prihajajo tudi ostali. Zelo zanimivo še bo, za Santo Marijo in Boštjana Plečka. Santa Maria se kaže. Z nami je ne voznik, nisem videl temu, ampak gospod Goraz, Plečko, predstavnik hiše, ne? Vi pri vam imate to razdeljeno, resnica je Nutka, Boštjan trenira, vozi, sicer pa tudi sami ste bili voznik, ne? Goraz. Ja, bil pa še zdaj včasih trenem, samo danes je pač tako prišlo, ko so videli, da bo Rifle tu povedal, kak je od ta stare, pa so ta starega poslali. Ja. To je zanesljivost zagotovo, ne? Ni s Boštjanom nič narobe, ni zbolelo, tako ne. Nič narobe, samo zdaj, ker pač nervoza raste, kobila je outsider in so rekli, stari idi, pa to reši, tako da mi pa bomo še zdaj malo potrenirali, da ko boš ti po Ljubljani hodil. Sicer res, da ste tako vi kot Boštjan bili že udeleženci, Boštjan je, mislim, po mojih podatkih celo leta 1995 bil prvič udeleženec, to se pravi pred 20 leti. Ja, ravno tiskrat je 14 dni pred tem mogel iti s vojakom in je tu v Ljubljani vodsko služil, tako da sem še mogel na generalštab, ker še ni imel zakletve, po vezah narediti, tako da so ga spustili, da je odpeljal, no in še bil tretji, tako da je bilo zadovoljivo. Goraz, vem, da veste, kaj se doma dogaja, Santa Maria, vse vredo? Do zdaj mislim, da še, ker ko sem jaz šel v Ljubljano, so še bili oni v Hamnici in napuno trenirajo. Mama je srčna dama, upam, da bo Santa Maria tudi srčno izkazala 25. slovenskega saškega. Bomo se potrudili. Goraz, poglejva, ali je v tejle bučki ostala številka 12 oziroma 11, takole. Je, številka 11 za, hvala lepa Goraz, za Santo Marijo. Prvo vrsto smo že prej predstavili, v drugi vrsti bodo znotraj na zem stavi Dekca, Zuoem, Jena, Santa Maria, Morana Peška. Tu je tudi vidno z tega vidika tudi, kdo za kom stoji in taktike, verjemite, so se že naredile v tem času, ko smo spremljali žrebanje.